Saša, Luka, koga pa ste vi za nizkoproračunski film Prehostar, za katerega ste vseeno potrebovali nekaj denarja, prosili za sredstva? To sta producenta Dejan pa Goran Rihtela in sicer denar je prišel iz sponzorjev in to je bilo pač enih par tisoč evrov. Smo pa tudi imeli to srečo, da so nam ponujali pomoč, recimo Hotel Park in podobni, da smo lahko dobili hrano za ston, pizzerije, pa pekarne, pa tako smo se kar znajdli. Ja, jaz je treba, ampak ste tudi vidva sama kaj prispevala? Jaz sem Frost pa Black Rap. Tehnikalije. Ampak ja, to je ene par 100 evrov je prišlo po moje tudi od vsakega od nas. Pač vse, kar smo imeli iz bajte, smo tja prenesli. Upam, da niste rabili še česa prodati. Ne, mislim, da nihče ni ničesar prodal, da smo lahko to posneli. Luka, ti si zdaj najprej začel na spletu z viralnimi videi, velik boom je bil, recimo prvi tak viralni je bil Požigalec, sledile so še vrste drugih stvari, zdaj pa film. Zakaj v bistvu začetek na spletu in zakaj potem film? Zato, ker sem bil en tak mladi fant, ki ni imel pojma o ničemer in sem prišel v Ljubljano, sem živel s cimri, nisem imel niti kamere, tako da sem si jo mogel sposojati. In internet je bil en tak medij, kamor si lahko prišel. Kdorkoli je lahko prišel gor. Na festivalje že je bilo težje, na televizijo pa sploh ne. Tako da kdorkoli hoče karkoli narediti, lahko da na internet in pričakuje nek odziv iz tega. In to sem jaz naredil. Podobne želje in pa ambicije kot vidva pa ima tudi dijak gimnazije Kranj Blaž. Zdaj poskušamo posneti en kratek film, tudi ne bi bil thriller, grozljivka, nekaj takega. Scenarij se lotim tako, da si najprej napišem vse omejitve, ki jih imam, pač stvari, ki jih ne morem narediti in potem glede na te omejitve naredim približno zgodbo, potem razvijem scenarij pač in ga še kakšnim prijateljem dam za pregleda, da ga pa spilem. V prihodnosti dvomim, da se bom s tem ukvarjal, pač težko je dobiti stalen zaslužek, zaradi tega si bom najbolj kakšno drugo službo, pa mogoče to za zraven še počel. Blaž dela scenarij tako, da si najprej postavi omejitve, pa potem pogleda, kaj lahko naredi, kako ste se pa vi lotili zadeve. V bistvu je najboljš, da najprej narediš čist clean, pol pa šele gledaš na to, kaj lahko narediš, pa kaj ne. Kamar si kaj se lahko ali naredi, ali pa pač dobi. Ampak kako ste pa pol ugotovili, kaj se da narediti, kaj pa ne? A ste prav probali, ali ste potem že malo pobrainstormali, to pa ne bo šlo? To pride iz izkušenj. Iz scenarija imel tudi en tak ogromen del stvari, ki smo jih rekli, ok, to ne bo šlo. Gremo čisto na novo napisati, zato ker to pa to. Tako da, ampak je vedno fajn, jaz pravim tako, kar je rekel, all in, pa sam mečeš ven, glede na, jaz bi rekel, izkušnje in na svoje v bistvu zmožnosti, ki jih ti imaš. Moraš dovolj verjeti vase in biti iskren sam sabo. A to zmorem, ali tega ne zmorem. Ki pa se ne splača varčevati? Jaz mislim, da v bistvu tako je. Nekaj moraš imeti, ali je to kamera, ali je to light tehnika, ali je to postprodukcija. Ampak če so to low budget zadeve, čas. Par časov se ne splača varčevati. Če ne moreš posneti tega v 20 dneh, posnameš 40 dni. Mi smo imeli situacijo, da smo imeli najprej 20 dni, pol vmes smo videli, da ne bo šlo, predvsem, ker je tudi sneg zapadel. In smo rekli, ok, a vam je v redu, če snemamo še dodatnih par dni, smo rekli, lej, važno je, da je dobro narejen. Ja, tukaj je ta prednost, ko nimaš budžeta, se lahko zmeniš, dajmo še en dan. Če pa imaš budžet, en dan te stane še pa še in si ne moreš tega privoščiti. To je ena fajn prednost. Pa itak so hrano zrihtali, tako da ti tudi pač ni panike. Kosilo imamo, tako da dajmo še en dan. Ampak snemali ste s fotoaparatom samo enim, vrednosti nekje okoli 1000 evrov. Kako ste se lotili v bistvu samega snemanja s takšno tehniko? Jaz pravim, da časovno je treba se malo prilagoditi, zato ker ta fotoaparat ima nekako tehnične omejitve in čez dan absolutno ne snemaš v zunaj. Čez sonce. Čez sonce. Mi smo imeli srečo, ker je bilo oblačno dostikrat. Drugače pa v bistvu ali zjutraj ali pa zvečer smo bili v zunaj, ker je sonce dosti nizko, vmes smo bili pa noter. Je pa tako, da tudi dosti so prekurjena okna in to je enostavno zato, ker ta hotel je toliko tema not in nismo mogli dosvetliti, da je bilo cool. To je pač naša estetika, bomo to furali cel film.
In za to estetiko ste se odločili, ker ni šlo drugače, ali ste rekli, to bo pa Ker tudi ni šlo mogoče drugače. Ker ni šlo drugače. Zdaj, dobili ste že vse možne zlate role, več kot 130 tisoč ljudi je videlo že film Prehostar. Mi smo pa mlade vprašali, zakaj hodijo v kino in kdaj. Film gledam v bistvu vsak večer, ko pridem iz treninga, pa ko dnevne obveznosti končam, da se pol zvečer pred spanjem sprostim. Jaz osebno najraje gledam nanizanke, zato ker so bolj krajše so in potem imam več časa, da se razporedim med učenjem, recimo, da se naučim en predmet in potem gledam eno nanizanko in drug predmet in tako. V kino grem kdaj pa kdaj, če res ko mi čakam un film, ki je prišel v kino in se mi ne da čakati toliko časa, da pride na internet. Na IMDb-ju zvem za kakšne dobre filme, pa na Facebook stajani Taste for Cinema. Pa največ gledam drame. Zaradi tega, ker v bistvu pri dramah ni samo zato, da gledam, ampak da še razmišljam vmes, pa malo povezujem stvari. Imam zelo tudi te evropske filme. Ne, oče pa ne. Še pri Titaniku ne. Jaz imam filme, ki niso neki big budget filmi, ki se potem izgovarjajo z efekti, pa s tem, da nimajo dobre zgodbe. Če je dobra produkcija, ne, bo to ponavadi taki kadri, da so gledalcu všeč. Še zmeraj gledamo komedije, ampak niso več toliko zabavne ali pa da bi se res lahko dobro nasmejal. Po mojem, lih zaradi tega pol kakšne druge zvrsti bolj gledamo. Je bolj tako, da se domeneš, da boš to gledal, ni da bi se samo iniciativno rekel, ok, zdaj bom pa enega za hec. Pač meni je bolj tako, da mi en prijatelj reče, da greva enega za foro gledati. Film za hec, to ste dobro ujeli tržno nišo, imeli ste pa tudi že nekako izdelano blagovno znamko. Kako zelo je to pomembno za to, da je film gledan? Ta film je imel srečo, ker je imel 4 leta promocije zatem, zato ker je bila predtem serija, 1, 2, 3, 4 in so redno izhajale glih toliko dovolj, da ljudje niso pozabili na to in po glih v pravem času je prišel še film. Koliko je pa pomembno, mislim, da je pomembno, zato ker glih iz tega razloga imamo skozi te neke reboote in remake in dvojke in trojke in štirke in ko pride en dober nov film ven, originalen, pa nima takšnega dosežka, ki bi ga vsi hoteli, da ima. Ne vem, ker primer, ampak tako je. Žalostno. Ampak, ko greš s spleta v kino, vseeno mora biti neka sprememba verjetno v scenariju, v zgodbi, v dramaturgiji. Kako ste se tega lotili? Serija, to so bili bolj skeči, kakor ne. Film pa mora imeti neko rdečo nit, pa največji strah je bil, a lahko 5-minutni skeč zdrži v 1 uri pa pol, ampak se je nekako izkazalo, da ja, sicer smo posneli 2-urni film in smo ga zarezali pol na 1:25, tako da se ne vleče sploh, ampak da sam laufa, pa da ni dolg čas. Kontinuitet je problem. Mislim, recimo, pač to je film, ki traja 1 pa pol in mora biti načeloma vse isto. Mislim, mora imeti neko celino v sliki, medtem ko za te kratke skeče, če so vse lehčenega posnamaš kot drugega, tako tretjega. Tako ste se zelo verjetno s tem ukvarjali, kako bo scenarij izgledal. Absolutno, ja. Največ Goran pa Dejan sta naredila en pač scenarij, pol smo mi trije še šli čez to, pa spremenili po moje pol filma, da bolj gladko teče vse skupaj. A v prihodnosti lahko še več pričakujemo takšnih filmov oziroma teh selitev spleta v kino? Mislim, da ne neki velik, zato ker jih spet nimamo toliko tukaj. Ene par izdelkov imamo in zdaj, a bo rato še kak celovečerc iz tega ali ne, to bomo pa še videli. Nihče ne ve zares. Pa problem je recimo to, tak projekt lahko narediš enkrat v lifeu. Ja. Tako da jaz mislim, da hostarji so to izkoristili. Pokurali. Ja. Tako da... Zdaj pa za naprej bo treba, se je treba vedno bolj resno odlotiti. Ja. Enkrat lahko, tako ko pravi, drugič pa že teže, ali pa sploh ne. Dvojke ne bo. Vprašanje, ampak če bo legitimen film. Kaj pa je potem zdaj? Zdaj je... Kaj je zdaj? Mislim, zdaj je v bistvu gverilski film. Tako sem mislil, ja. Mislim, da je imel budžet manjši, kot ima študentski diplomski film. Ja. Bodimo konkretni. To pa... Recimo, kaj, 20-30 tisoč? Mislim, da ne bolje med 10-20. 10-20.
Ja. Okay. In pač pri legit filmih imaš tudi kamero za 90.000 evrov, mi smo imeli za 1000, tako da razlike so ogromne tukaj. Kaj pa je zdaj ultimativni nasvet za mlade, ki se lotevajo recimo nekega filmskega projekta, mogoče ne 1,5 ure dolgega, ampak krajšega, na kaj naj bojo pozorni, kaj naj naredijo tako, da bo v redu? Jaz mislim, da je treba imeti recimo že v samem skriptu nek kontrast med dnevnimi in nočnimi scenami, zato ker dobiš nek ritem in je stvar veliko bolj dinamična, pa veliko bolj gledljiva. Plus po noči je cenej snemati, kakor po dnevu, zato ker rabiš manjše izvore svetlobe, pa recimo A7S Sony zdrži tudi 10.000 časa, tako da pač po nočne scene. Ja, to so dosta pocenske stvari. Če primerjamo, seveda, lahko se nekom zdijo drage, ampak če primerjamo s temi profesionalnimi, je to še vedno pocen. Jaz bi pa tudi rekel, da je absolutno najbolj pomemben sam scenarij, vsebina, pol pa gremo na igro, pol pa gremo tudi na zvok, ker hočemo, moramo slišati. Slika. Lokacije. V bistvu sploh lokacije, scenografija je 90% slike. Scenografija da v bistvu tisti fotoaparat, čip, karkoli že imaš, nima mislim, lahko je 100 jurjev vredna naprava, če imaš ti slabo scenografijo, ti nič ne pomaga. Ja. Veliko lepše videti zapolnjen prostor, kot je recimo prazen. In tudi v tem se vidi razlika, koliko je v bistvu bogat film. To je ta production value, se reče tem. Z malenkostmi lahko prideš daleč. Z mal lahko prideš na veliko. Manj je več. Manj je več, na to sem iskal. Ampak če bi se videla zdaj še enkrat lotila istega projekta, kaj bi naredila drugače? Istega tega filma? Ja, s temi izkušnjami, ki jih zdaj imate. Več časa za scenarij, več časa za predprodukcijo, torej organizacijo celotnega snemanja, pa več ljudi v ekipi. Jaz bi šel lokacije pogledati vsaj parkrat več, tako, pa tudi zamenjati kakšno, če ne bi bila v redu. Pa po moje osebno bi se bolj potrudil pri tem, da najdemo kakšno boljšo kamero. Kamero. Kolikrat si pa lokacije pogledal? Enkrat smo šli. Ja. Tako da vsakič, samo če greš enkrat več, je že večkrat. Ja. Tako je bilo, jaz temu pravim, da je bil bolj produkcijski film. Pač ona dva sta, Goran pa Dejan sta vodja tega in naju sta v bistvu pripeljala, da mi da to narediva najboljš, kar se da. Tako da... In mislim, da je rata. Jaz sem zadovoljen, no. To moram priznati. In mi smo zadovoljni s tem pogovorom.